Danes vam bom zaupal vse moje zgrešene posle. Ni jih bilo malo. Me pa zanima, kaj misliš, samo več zgrešenih poslov ali takih dobrih? Daj to prosim napišite v komentar, na koncu vam bom pa povedal. Drugače, moje ime je Tomaž Gorec. Če so vam moji videi všeč, se naročite na moj kanal. Na mojem kanalu je preko 500 videov, tako da sem prepričan, da vsak lahko najde nekaj zanimivega za sebe. Tako da, če se naročiš na moj kanal, bom zelo vesel, samo tisti gumb naročite se klikneš, pa potem še zvonček in to je to. Za vas 3 sekunde dela, meni pa to ful pomeni. No, zdaj pa gremo k mojim zgrešenim poslom, kakor sem rekel, jih ni bilo malo. Jaz sem svoj prvi zgrešeni posel imel že zelo malo, pri 16 letih. Jaz sem bil, bom rekel, nekako podjeten že od malega. Sem že tam, že v osnovni šoli znamke, sem pa kaj malo prodajal, pa tako naprej. No, potem pri 15. letu sem se pa odločil, da bom pa računalniške programe prodajal. To je bilo še v bivši Jugoslaviji leta 85, takrat to niti ni bilo prepovedano, programe, igrice računalniške kopirati pa prodajati naprej. In to sem v poslu, sem še 2 kolega mu in smo se to skupaj šli. In ta biznis dober laufal, mislim, relativno dober za tiste čase. In mi smo pa tudi prodajali fotokopirane knjige. In to fotokopije so stalno dražili. To 14 dni ni bila ista cena. In pa smo mi na idejo prišli, kaj če bi kupili fotokopirni stroj. In veste kaj, meni je tudi fotokopirni stroj, preden smo ga mi kupili, mi je bil en tak, jaz tukaj, ko sem šel v kopirnico, meni je tudi ta fotokopirni stroj bil ena taka zadeva, ki bi jo ful rad imel in tudi to mi je bilo ful dobro. No in pa smo mi razmišljali, fotokopirni stroj, gledamo malo oglase, cene take, da vam ne morem povedati, mislim, ki bi zdaj rekel 10.000 evrov. Toliko drago je to bilo. Oziroma smo našli enega, ki je bila cena tam, ki bi zdaj rekel, ne, imam kar dobro predstavitev, zato ker vem, koliko je bil Spektrum računalnik takrat, pa koliko je bilo to, tako da imam to kar dobro v glavu razjasnjeno. No, v glavnem, najdemo enega, ki je bil, ne vem, bi rekel zdajle 4.000 evrov, ne. Ampak to je bila stvar toliko stara, ogromna, ke pol tele sobe, ne. In smo ugotovili, da to je prestaro, da to sploh tiste samo za na odprt bilo. Ampak je človek mu pa še enega drugega, ki je bil pa tak luškan, Xerox. Je bilo pa, ki bi zdaj rekel 10.000 evrov in veste, kaj je 10.000 evrov za enega 15-letnika, ne. Ampak mi smo si denar sposodili in to kupili. In super, začnemo, jaz to pred z veseljem fotokopiram. In že ta prvi dan se je papir noter vžgal. In fotokopirc ni delal. Jaz sem mislil, da mi bo srce razneslo. Da mi bo srce razneslo. Za ta denar kupili, zdaj pa ne dela več. Kličemo onega, nam da številko od enega serviserja, serviser pride, strošek, kar hud, ampak se izrihtalo se je. No, in s tem fotokopircem je bilo več stroškov, še enkrat več stroškov smo imeli, kakor če bi tisto, kar smo nakopirano prodali, če bi šli k enemu fotokopirati, le v Trebnjem je bil en Rančiga, Ivo, in
katastrofa. In pol smo gruntali, da bom ta fotokopirc prodal. Celo dal sem ga v glas. Ne, moram še prej povedati. Une dva partnerja, ki smo skupaj imeli, sta rekla, da se tega ne bi več šla. Meni je bilo pa to škoda, da se ne bi tega več šli. Sem pa rekel, bom šel še jaz se naprej, pa vaj izplačam. In jaz sem pa mogel tisti fotokopirc odplačati vse. Zgubo si tako naredil. Ste zgubo, tu vsak dan gruntaš na to. Ne? In to je bilo ravno v času srednje šole moje, ki mi že šola ni šla, ki mi je že tisto, zaradi šole nisem spal, pa še zaradi tega fotokopiranega stroja. Seveda sem prodajal ta fotokopirni stroj, ampak nikoli ga nisem prodal, tako da sploh ne vem, kje je več. Zdaj bi bil pa vreden nekaj zgodovinsko, kot fotokopirni stroj, to je bil leta 85, smo ga kupili, star je bil pa vsaj 15 let. Iz leta 1970 fotokopirni stroj, veste, kakšen je to mogel biti. Slab. No, to je bil moj prvi zgrešen posel, to mi je, en let sem bil tako živčen, da je bilo tu za znort, ma še več kot en let. 2 let, pol pa sem nekako pozabil, pa sprijaznil se. Ampak, gledajte, to je dobro, da sem jaz imel tako slabo izkušnjo že prej, ker moraš imeti neke slabe izkušnje, ker drugače se pol preveč zaletiš v neke zadeve. No, potem sem jaz začel, ko sem srednjo šolo končal, sem pri očetu delal, bil sem podjeten in sem kmalu očetu rekel, da bi pa jaz popoldne robnike delal. Oče je bil proti, rekel, ma kaj boš ti tu, s teboj ne bo nič. Ampak veste, da ponavadi se je oče ni hotel z menoj pogovarjati, ko se je kaj užalil. Zdaj sem se pa jaz užalil, se pa jaz nisem hotel z njim pogovarjati. In sem jaz na njega pritisk delal. In pol je enkrat mi mama rekla, oče je rekel, da lahko ti te robnike zalaufaš. Ampak to je bil kar velik projekt, sem tisto mašino, oče je tu spodaj delal v delavnici, pol je pa kupil mašino za tlakovce, pa rekel, jaz tlakovcu ne bomo več delali, robniku ne več delali, mašino ke nekam ven dal, še na dežju bila, jaz pa gruntal, kaj če bi jaz to delal. In sem pol popoldne tu delal, dobil sem tam še par sosedov, so mi pomagali in smo delali te robnike in bil dober posel. No, in tisti, ki človek dobro zasluži, pa bom rekel celo malo na lahko, no čeprav na lahko ni bilo, veste, ker sem to mogel kar delati. Jaz sem zjutraj mogel najprej dobrih 8 ur za fotra delati, pol pa še ne 5 ur zase. Nisem 8 ur za fotra delal, jaz sem za fotra delal 10 ur, sicer sem plačan dobil, pa te robnike smo kdaj delali do 10 zvečer, tako da to je bilo od 6 zjutraj do 10 zvečer, to je koliko, to je 14 ur. 14 ur ali pa še več, ne, 6, 8, 16 ur je to, ne. Od 6 zjutraj do 10 zvečer, 12, 14 ur, ajde. 14 ur, se še zračunati ne znam. Ne, pa ni 14 ur, tu jih je več. Tu jih je 12, 16 ur je to, 16 ur. Glejte, smo kdaj, mislim, pred 8 smo malo kdaj delali. Delali smo tudi vse sobote. In se spomnim, sem prišel direkt iz žura, mrtvo pijan. Delati sem mogel normalno. Tako da nisem tako lahko zaslužil, ampak se je kar dobro zaslužilo. Tu sem imel, v bistvu vse to je šlo vse na fotrovo firmo, ne? Ampak smo rekli, fotor, tukaj je bilo mojega in mi je oče to pošteno izplačeval. No in, ker je šlo to predober, sem jaz najdel biznis, ki je bila zgrešena investicija. Kot mlad fant sem si želel imeti diskoteko in sem to, oče me je prepričeval, da ne, jaz pa prašič ognilo bučo sem tiščal
In mama mu je rekla, ne, mama je z menoj držala, je rekla, lej, ali ga ne moreš prepričati. In to je res, če nekdo zagret za nekaj, ga ti ne moreš prepričati, v kontra ni argumentu, tako kot ni argumentu, ne vem, nekdo, če v eno punco zaljubljen, pa mu ti kot najboljši prijatelj poveš, da si jo z drugim videl, kako sta se lizala, ne bo verjel. Tako pa tudi jaz sem diskoteko videl pred seboj in to je bilo tu. No in to diskoteka, ne, tu sem sem se lotil tega. To je toliko denarja šlo. Ker tu ki misliš, da bo šlo denarja, ga gre pol še enkrat več. Dobesedno še enkrat več. In jaz sem to družinsko firmo, sem jo čist, skoraj bi rekel, na konec spravil. Čist vse denar, ki je bil, pobral in edinkrat najbrž, da je ta firma, ki je zdaj stara že skoraj 60 let, edinkrat takrat je najbrž bilo, da niči srednjo račune plačevala. Zato, ker sem jaz to vse pobral z vednostjo mame. Oče niti ni dobro vedel, če bi vedel, bi najbrž najprej mamo od bajte nagnal, pol pa še mene. No, to je sicer dobro laufalo, ful dobro. Ljudje, zunanji opazovalci, najbrž mislijo, da imam še jaz da imam še zdaj kje kakšne vreče denarja. Ampak glejte, to je bilo sem na zunaj tako lepo videti, ne. Jaz sem bil zapufan, bolj kot Grčija pred 10 letom. In v bistvu sem za te kredite delal. Kredite pa nova vlaganja. In vsi mislijo, čeprav to je bila mega diskoteka, to so po celi Sloveniji, to so z cele Slovenije hodili. In saj se je nakasiralo veliko, ampak to je šlo vse za kredite. Veste, obresti niso bile take, kot so zdaj. Samo kredit, 18,42% obresti. Te mi povedati, pa musem še lizinge, ki so bili najbrž obresti pa 35%. To je bilo noro. Spomnim se, musem točilne naprave pa kave aparat sem vzel na lizing. Jaz sem mogel na let za zavarovanje plačati 5000 mark. To je kot zdaj 10 000 evrov. To je bilo toliko stroškov, da vam ne morem povedati. In lejte, ne bom vas zdaj dolgo času iz to zgodbo o diskoteki, povem vam samo, da je to bil moj najbolj zgrešen posel, kar sem jih imel. Tako da, jaz sem že posnel en video, katerega naslov je Vzpon in propad diskoteke Afrika. In to si poglejte. To je moj najbolj gledan video v letošnjem letu in je tudi video, za katerega sem dobil deleč največ pohval. Jaz to sploh nisem mogel verjeti, da bojo ljudje tako gledali in da jih bo to tako všeč. Tako da lahko najdete na YouTubu oziroma je tudi v opisu tega videa, imate link do tega videa, pa poglejte si. Edino, kar sem imel diskoteke, je bilo to, da je bilo kdaj luštno. Ampak luštno je bilo samo takrat, ko sem ga malo spil, ker dokler ga nisem spil, je bilo toliko živciranja za znor, tako da čeprav bo kdo rekel, vsi so me imeli za frajerja, pa sicer sem tudi bil, ampak kakšne bitke sem jaz se boril, to vam pa ne morem povedati. Poleg tega še dovoljenj nisem imel. Pa ne zaradi sebe. Obrtna cona ni imela dovoljenja. Meni so na upravni noti poslali dopis, v katerem je pisalo, za pridobitev uporabnega dovoljenja morate še priložiti uporabno dovoljenje obrtne cone. To bi mogla pa občina zrihtati, tega pa ni bilo. In potem tudi jaz nisem dovoljenja dobil. V glavnem vam povem, eno samo sranje, zacrkant, tako da najslabši moj posel in najbolj grozno obdobje mojega življenja. No, potem gremo v naslednje moje zgrešene posle.
Jaz sem gruntal, da tuk sem pa bil pameten, da sem vedel, da diskoteka večno ne bo. In jaz sem iskal en alternativni biznis. In v diskoteki sem ful tiskovin rabil. In jaz sem za tiskovine dal, veste koliko? Kaj bi zdaj rekel, 20 000 evrov na let. Kar velika cifra. In ne, jaz sem gruntal, bi se še enega posla lotil, kašenga, sem rekel, tiskal bi. Bom tiskal, imam že zase ful posla. In jaz grem v nabavo teh tiskarskih strojev, kličem te firme, hendlarje, kličem in sem rekel, vem, oglasnik sem gledal in kličem, 2 sem klical. Sem rekel, lejte, jaz bi kupil en tiskarski stroj, sem rekel, lejte, pojma nimam, ker nisem tiskar, sem pa resen, tako da me resno jemljte, sem rekel, nimam pa pojma, tako da kaj bi vi meni svetovali? Obedva sta identično rekla, sta rekla, lejte, najboljš, da tisti človek, ki bo to tiskal, da pove, kakšno mašino bi rad. Ker veste, tiskarstvo je kar težko in eni znajo na to mašino delati, eni na drugo in tako da je najboljš, da človek pove, na kakšni mašini bo tiskal. Jaz sem pa rekel, lejte, tiskal bom jaz. Tiskal bom jaz za začetek, to je, če bo pol nekaj ful zalaufalo, bom pa mogoče še koga iskal. Jaz so rekli, pa imate grafično šolo? So rekel, ne, gradbeno. So rekli, pa vi to ne boste mogli tiskati. Jaz sem rekel, še vse sem se naučil, pa se bom menda tudi tu. So rekli, ne bo šlo. Potem pa kličem enega kmeta. Mislim, nič slabega ne mislim. Kmetijo človek mu, pa še te stroje za tiskarstvo je prodajal. Čudovit gospod. Čudovit iz Brezovice. Ne vem, kje sem ga sploh najdel. Zdaj sem bil že prestrašen, da mi bojo vsi rekli, da ne bom mogel tiskati. In sem, ko sem k njemu prišel, sem prav previdno rekel, veste, jaz nisem tiskar, tu bi jaz rad tiskal. A mislite, da se bom naučil? Je rekel, seveda se boš. Je rekel, poznam jaz enega tiskarja, ki ima isto mašino, bom rekel, ista firma, skoraj isti model, mičken boljšo, ki jo boste vi kupili, ne. Sem rekel, super, pa me boste vi povezali. Rekel, bom, noben problem. Jaz nabavim to mašino in človek mu ful poceni. Človek je mu to isto mašino 50, mislim, na koncu sem dal, za vse skupaj sem dal okoli 25 000 marke so bile takrat, pri onih drugih bi bilo pa 40, tako da sem ful poceni dobil. Pol mi on to da od tistega tiskarja, evo, tega tiskarja moram poklicati, pa ga na pijačo povabiti. Ful dober človek, si najbrž je zdaj že v penziji, tako da ga imam v telefonu. No, in jaz sem ga pokličen, sem rekel, lejte, tam je dal številko. Ja, rekel, sem je že klical. Je rekel, kar povej, kdaj prideš, pa bomo malo delali, pa se boš naučil. Sem rekel, kadar boste rekli, že jutri lahko. In ja, jutri. Jaz vem, kaj. Dvakrat sem šel k njemu, je rekel, lej, zdaj bom drugič pa jaz prišel, da ti tudi nastavim, nekaj malega mi boš plačal. In tudi, ja, sem rekel, super, in človek pride k meni, nastavil se mašina. Veste, koliko je to nastavitev? Tiskarska mašina je bila letnik 1970, se pravi, isti kot jaz. Tako da, ne, zdaj je tisk najbrž čisto enostaven, ta digitalni klikneš in sprinta, tako kot na tiskalniku. Takrat je pa to bilo, joj, da vam ne povem. No, in človek pride k meni, vse nastav, mi razloži, joj, ker bi vi, lejte, najbrž sem že jaz vse pozabil, kako to gre, veste, tu moraš vlaženje naštimati in vlaženje mora biti glih prav. In pol, ker so valjčki, mačka nekje bez skrb stisnjeni, gre nekje voda, malo slabše, to pol že točno veš, da moraš na nekem delu mačken vode dodatno kapljati, pa glih prav barve, valjčki, to da vam ne govorim, to je neverjetno. Mislim, to
To, da znaš to tiskati, če kdo tiskar tole gleda, ki je delal na te stare mašine, Kora sem jaz imel, Kor, Heidelberg, Kor, naj pove, koliko je to težko tiskati, da ne boste rekli, da jaz nakladam. No, in jaz sem pol to tiskal, veste, in pol, ko vam kakšen papir prime na valjčke in ga noter zavije, 2 ure razkopavaš stroj, tu sem bil lasje, tu sem bil rdeč, vijoličen, rumen, da vam ne govorim, koliko je to težak del bil, naverjetno. In lejte, jaz sem res, da sem zase neki tiskovin naredil, to je res. Ampak, veste, da jaz sem pol na koncu to mašino čez 4 leta, 5 prodal, v Bangladeš je šla za dobrodelne namene, 5000 mark sem za njo dobil, tako da jaz najbrž vse tiskovine, kolikor sem zaslužil, sem toliko zgubil pol iz tem strojem, ki sem za toliko manj prodal. Veste, kaj sem tudi pol enkrat pogruntal? Čisto slučajno. Hotel sem velike plakate tiskati in jaz pa nisem v velikega formata. In sem dobil eno tiskarno v Celju, da mi to stiskajo. A je bilo smešno poceni. Potem sem pa enkrat mu jaz ful velik za stiskati. Moja mašina je bila čisto počasna, majhen format. Sem pa une za foro vprašal, koliko bi mi oni računali. In veste, da so mi tako ugodno naredili, da se meni ni splačalo tiskati. Kaj sem jaz tu nabavil? Mislim, čisto zgrešeno. Lejte, tako kot pri diskoteki, kaj je bilo zgrešeno? Zgrešeno je bilo tudi pri diskoteki, da sem 15 let, ne 15, 12 let življenja stran vrgel, kar se posla tiče, bi kaj drugega pametnega lahko delal, pa sem se s tem ukvarjal. Isto pa tudi tiskarstvo. Če bi knjige bral, bi bilo bolj pametno, kot pa da sem to tiskal. Tako da, čista zgrešena zadeva. Potem, ko sem bil tiskar, sem dosti na kuverte tiskal. In sem dobil spet eno željo, da bi jaz pa kuverte uvažal. In grem jaz v Italijo, od menega človeka sem poznal v Novi Gorici, ki je veliko z Italijo delal. Sem rekel, bi kje najdel kakšno firmo za kuverte, da prodajajo. In je on rekel, veš, da jaz vem za eno firmo. In sem rekel, šel ti z menoj. In je šel človek z menoj, ki se stane, ko on je prevajal. In oni meni ponudijo ene, koliko so kuverte. Sploh niso bile poceni, sploh ne bi bil konkurenčen temu v Sloveniji. Sej logično, eni uvozijo na 100 milijonov kuvert. Dobar, jaz sem jih pa 1 200 000, ne. 1 200 000 sem jih zato, ker so mi ene kuverte ponudili ful nizka cena. Tretjino unih normalnih. So rekli, lejte, tu je ena stranka naročila in vam jih damo po tretjinski ceni, zato ker jih ni vzela. So pa rekli, niso čist snežno bele, so mečken je sivine, ampak čist mečken. So rekel, vse so dobre, nima veze. In jaz kupam tam nekje 1 200 000, 1,5 milijona teh kuvert, jih pripeljem domov, začnem prodajati. In vsi hočejo kuverte širine 23. In takrat je pa bilo, tisti, ki ste mojih let, se spomnite, da je bil tam pred letom 2000, so bili tisti iglični tiskalniki, veste, ki je bil papir, ki so bile luknjice na vsaki strani, da je tu vleklo. Drugače je standardna dimenzija kuverte širina 22, da gre noter lepo A4 list. Za ta papir so pa začeli delati 23. Zato, ker je šel papir, čeprav tisti papir se lahko tudi stran utrgal. Sam ga niso, pa so 23 kuverte začeli delati. Ampak takrat, ko sem jaz te kuverte kupil, to je bilo tam leta 2002, 2003, je tega računalniškega papirja bilo zelo malo, noben ni več tumo. So rekel, za vse so 22 kuverte dober.
In mene ljudje kličejo, imate 23 kuverte? Nimam 22. Pol enkrat pa enega vprašam, rečem, a imate računalniški papir? Ne, nimamo, imamo laser, jeta, navaden. Jaz sem rekel, zakaj pa pol hočete 23? Saj so 22 dobre. Pa je rekla, to je bila tajnica klica, je rekla, ne, je veliko težji list noter dobiti v 22 cm, kakor v 23. In lejte, to me je koštalo. In jaz teh kuvert nisem mogel prodati. Jaz sem jih prodal, veste, koliko sem jih prodal? 200 000. Več kot milijon mi jih je pa ostalo. In pol mi je en možakar iz Velenja mi jih je kupil 500 000, ampak za nižjo ceno, kakor sem jaz plačal, ampak sem se nekaj dobil, pa plec sem še sprazno. Pa še z Merkurjevim bonom je plačal. Ampak s tem človekom smo pol dober biznis delala še naprej, tako da on je pa vse to prodal in jih je pol še ne 200 kupil, še 200 000. 300 000 jih je šlo pa na odpad, ker pol veste, ki je bilo pa tudi že več let, pa tudi že lepil ni več držal, tako da je bilo samo za na odpad pelet. Tako da to je bil še en zgrešen posel, ampak gledajte, zaradi tega zgrešenega posla sta pa meni ratala dva ful dobra posla. To je pa prvi sem začel prodajati baterije za mobilne telefone, ker jaz sem hotel nekaj uvažati. In kuverte zgrešeno, sem pa baterije za mobilne telefone, pol pa še kartuše tonerje. To je bil pa super posel, tako da je iz tega zgrešenega posla ratal en super posel. No, potem pa še en zgrešen posel, proizvodna pijače. Dajte, takole pijačko sem jaz proizvajal. Tisti, ki ste hodili v diskoteko Afriko, ste sigurno tu pili. In lejte, tale je bil najbolj nagravžen okus. Ljudje so mu rekli modra galica, ampak tega se je največ prodalo. Jaz tega tudi probal nisem, tako je bil zanič. Ampak to je bilo namerno, okus divje češnje pa Red Bulla. Zanič. Je bil pa en armen, ta je bil pa po ananasu, pa beli rum, ta je bil pa dober. Teh sem pa jaz pil, tarmenih sem jaz pil, pa vsak večer 20, 25 morda. Tako je bilo dober, da boljše pijače jaz še nisem pil. In veste, tu smo na začetku polnili čist ročno. Čist ročno. Vam niti ne bom povedal, kako. Ročno v glavnem. Nobenega stroška. Pol je pa tu začelo jeti, sem pa jaz gruntal, da bi kupil polnilnico. In jaz sem kupil polnilnico za 60 000 evrov. In lejte, kapaciteta ogromna, ampak glih, ko sem to polnilnico zrihtal, je prodaja začela padati, pa tudi pogruntal sem, veste, kaj je bilo pri tem problemu. Gostinci mi niso plačevali. No, tudi, da ne bo zdaj kakšen gostinc rekel, da vse v iste koš dajem, da ne plačuje. Veste kako? To mojo pijačo, so tudi najbolj jemali tisti gostinci, ki niso redno plačevali. Mogoče že kje pira niso dobili, jaz sem jim pa dal tu, čeprav niso bili vsi taki, ampak se, če jih imaš 20% je velik. Rečemo, da ne bo kdo se videl, da mi kdo ni plačal, rečemo, Rok kafe iz Kostanjevce. To je človek z menem takoj plačal. In enkrat ga ni bilo. Ga jaz kličem, ti, lej, midva sva zložila, lej, sem už drugič plačal. Ne, počak, lej, ti tam kavico počastim, počak, da jaz pridem, jaz hočem imeti vse plačano. Tako da ne bo kdo mislil, če je pil tam v Rok kafeju v Kostanjevci, da ne bo mislil, da tudi on ni plačal. Ne, on je bil pošten človek še pa še. Tudi njega moram imeti kaj obiskati. Mrskje so me pa nategnili. In lejte, pol tudi padalo, tu veste, kako je težko pijače prodajati. Sicer jaz sem jo veliko v svoji diskoteki prodal. Tega se je več prodalo kot pira.
No, pol sem pa spet po 18 pa diskoteko zaprl, sem pa sam ostal s tisto polnilnico, ki mi je bila sam na pota in nikako na koncu sem jo enemu prodal, ampak tu za en mali denar. Dal sem za njo 60 000 evrov, pa še mogel sem plec zrihtati, dupel sem pa za njo manj kot 10 000. Tako da čista zgrešena investicija. Ampak nekaj sem napolnil, da nekaj je tu nazaj prineslo, ampak kje, kakšnih 60 000, jaz če bi bil pameten, bi tu dal nekomu povent, ne, pa bi tu, kakor sem jaz pijače napolnil, bi mu plačal maksimalno 20 000 evrov, pa bi mi 40 000 evrov stalo, pa še dela ne bi nobenega imel. Tako da, pač sem, lejte, ni človek zmeraj najbolj pameten, ne. Pol pa, ta zadnja moja zgrešena investicija so bile pa delnice, ki sem jih tam nekje od leta sredine 2006, pa tam nekje do sredine 2007 kupoval. Jaz sem začel tu zelo previdno. Dva moja kolega sta to ful s tem delala in tudi zaslužila, seveda, ker sta že kupovala 5 let prej neke zadeve, ne. Jaz sem pa pol v to šel zelo previdno. In sem tu male vložke po 500 evrov dajal, 1000 evrov to, če sem dal, je bilo že veliko. Ampak to je šlo, veste, gor. In to te najbolj uniči, če ti kupiš, pa gre ful gor. Ker pol misliš, da si najbolj pameten in da vse veš in ne gruntaš ti, koliko si zaslužil. Gruntaš, koliko si izgubil, ker nisi več kupil. In jaz sem pol tu čedalje več vlagal. In ne boste verjeli, jaz sem iz 20 000 vloženih evrov, pa s 30 bom rekel, iz 30 000 vloženih evrov sem naredil 80 000 evrov, se pravi, da sem 50 000 evrov zaslužil leta 2007. To je bilo več kot zdajle 100 000 evrov. Namesto, da bi jaz rekel, še nikoli nisem tako fino zaslužil, lepo dvignem, pa 50 jurčkov žep dam, veste, kaj je bilo takrat? Takrat sem bil v krizi, takrat diskoteka propadala, takrat sem bil v krizi, kaj 50 jurčkov, joj, kakšen denar je bil to zame takrat. No, ampak veste, kaj sem jaz naredil? Ugibajte. Največja neumnost, ki bi lahko. Jaz sem šel še na banko po 50 000 evrov kredita in vložil vse. Ker jaz nisem gledal, kako sem 50 evrov zaslužil, ampak sem si rekel, če bi pa namesto 30-60 vložil, bi zdaj pa 100 evrov imel. In, lejte, jaz ne vem, koga sem mislil. Res ne vem, koga sem mislil. Tako sem šel še po tisti kredit. Pa takrat so bile obresti drugačne, pa stroški, pa vse živo. In kupil delnice, ki je šlo vse dobesedno na nulo. In jaz sem, da skrajšam zadevo, jaz sem z delnicam izgubil dobrih 50 000 evrov. Nisem šel nikoli računati in tudi boljše, da nisem šel. Ker bi me še bolj infarkt, morda celo bistveno več kot 50 evrov, ampak boljše, da ne vem. In veste, kako sem pol jaz kupoval na koncu delnice? Na začetku previden bil čist. Ampak veste, pa je prišel kakšen dan, ko sem 5000 evrov zaslužil. In jaz sem mislil, da sem pameten. Jaz sem hodil tle potrebnem kapav. Jaz sem mislil, da sem pameten človek, ki sto imate. In tako se tudi zdaj nekateri so obnašali, ki so tele kriptovalute, pa to je enkrat malo gor šlo in je mislil, da je najbolj pameten človek na svet. To govorim iz lastnih izkušenj, zato tako rečem, ne. No, in
Jaz ne, da sem zgubil sem teh. Kako sem to kupoval? Jaz tam je en rekel, ena firma, en rudnik zlata v Braziliji, tu je za kupiti. Jaz sem kupil, še v Google nisem vtipkal. Jaz bi takrat tudi nekaj kupil, ki ne obstaja. Tako sem bil samozavesten in neumen. No, in ne, da sem zgubil 50.000 evrov, oziroma sem jih sigurno več. Koliko sem mu tu delal s tem? Če bi takrat nekaj drugega delal, bi kaj naredil. Pa ne še tu, še kar najhujše. Jaz še 2 do 3 leta nisem normalno mogel svojega posla delati. No, en let je bil grozen. Vsak dan zjutraj, najprej radio, da so povedali na tokijska borza, kako je bilo. Ko se je bil dnevnik ob 7 ali poročila, na tokijski borzi tečaji pal. Tu sem vedel, da bo pol tudi na balkanski, evropski, slovenski in vse. In ob 9, ko si videl, koliko so tečaji pal, pa si na hitro zračunal, da si izgubil par jurjev, se nisi mogel tisti dan delati. Kako češ delati, če si veš, da si izgubil par jurjev? Enkrat se spomnim, da en dan sem izgubil 8.000 evrov. 8.000 evrov v enem dnevu. Tako da to, in takrat sem jaz rekel, tole se jaz pa ne grem več, nikoli več. Čeprav ne, to je narobe. To me je pol tukaj prestrašilo, da nikoli več nisem nobenih delnic kupil, pa bi bilo kdaj pa pametno, pol, ki je tu vse palo, ne, tisti, ki je Krko pri 50 kupoval, je dobro naredil, ne. Tako da no, to je bil moj zadnji zgrešen posel, tam je tudi v živcu, ko se je tu še vleklo in veste, pol gre mečken gor, pa reče, sej bo. Pa gre spet dol. In tu gre malo gor, malo dol. Ampak zmeraj gre dol malo več, kakor gor. In kar počasi zgubljaš. In to je groza za živce. Groza za živce. No, imam tle malo scenarij napisan, mislim, kaj moram povedati, da kaj ne pozabim, pa pol malo pogledam. Zdaj imam tle, vidite, malo drugače se snemam, nimam mize pred seboj, sem malo preuredil, včeraj sem snemal z Zvonetom Šeruga. Moj gost bo video malo na voljo, ful dober intervjujček je bil, tako da to si tudi poglejte. No, v glavnem, kaj me je pol pa tudi veliko štalo? Jaz, ko sem tu tako izkušnjo s tem delnicami in polnilnico in diskoteko, jaz sem čist prestrašen ratov. In pa tudi, če ti nekdo en najboljši posel ponudi, vidiš ti milijon problemov, ne? Milijon in nič. In jaz nisem od takrat pa do enega leta nazaj, nisem skoraj tudi evra nikamor nič vložil, razen tlele mečken sem ta objekt zrihtal, ampak to ni neki, to so bile bolj nujne zadeve. Drugo pa vse denar se počasi na firmi malo nabiral, ni bilo tu neki velik, da se niti nisem v nekih prihrankov, tako da, dajte, ni tu neki, Bog ve kaj denar bil. Ampak mi počasi inflacija je mala, pa ne, jaz bi mogel kaj narediti, ne, tudi takrat so bili časi za kakšen kredit vzeti, pa kaj kupiti, ne vem, pa tako naprej, ne. Tako da čist stagniral sem, zaradi straha. Ne, ker pravijo, če te kača pič, pol se še veje bojiš na tlah, ne, in to drži, sigurno drži. No, tako da zdaj 2021 začetek, bom rekel, ne, je pa le ta inflacija se začela, sem pa rekel, tisto, kar imamo, moramo nekaj zapraviti, kar je bilo denarja na firmi, ne. Smo pa neke apartmaje kupili na Golteh. Nekaj smo si sposodili, za 2 apartmaja, nekaj smo si sposodili. Smo rekli, si bomo vrnili in tudi smo. Nismo še čisto vse. No, potem pa
je bil še en apartma na prodaj, sem pa jaz rekel sodelavcu, ki je tudi partner v firmi, sem pa rekel, dajmo še tega kupiti, ta je bil pa malo večji. Sem rekel, pa dajmo se zakreditirati. Eno, zakaj sem sploh začel razmišljati, da še tega kupimo? Brat se mi je pohvalil, da je dobil kredit 1,1%. Inflacija pa uradna 10, se pravi neuradna 20, tako tu je. Sem rekel, čak, to je pa kot v Jugoslaviji. No, mi ta kredit, ki bomo čez 5 let odplačevali, bo tu smešno malo. Ne? Bo tu čez 5 let, bo danes obrok realno ureden, saj pumen. Če bo inflacija taka naprej, kaj je. Sem rekel, pa obrestna mera, na koncu smo dobili pol obresti 1,8%. Meni se to tako malo zdi, ker kredit, ki sem ga imel za diskoteko, je bil 18,42% obrestne mere. Noro. Se pravi, če imaš 100.000 evrov kredita, moraš na let samo za obresti daš 18.400 evrov. Noro. Tle daš pa od 100.000 evrov kredita 1.100 evrov, ne 1.800 evrov obresti. To se meni tako malo zdi, da to je super, ne. Pa še inflacija ti požre, tako da mi bomo s tem kreditom zaslužili. In jaz imam prvič v življenju občutek, da smo mi banko nategnili, ker zmeraj je drugače, mene banka nategnila. Tako da tudi te apartmaje oddajamo super na Golteju, tu ne vem, ful smo imeli Nizozemcu, sploh ne vem, odkje najdejo, ampak glejte, super gre, tako da kredit se poplačuje. Super, tako da tle pa mislim, 3-krat sem kredit vzel. Ne, ta je 4. ampak 3-krat prej, ko sem ga vzel, sem se zmeraj zajel. Nikoli ga nisem enostavno vrnil, nikoli. Pa zmeraj sem ga za ne ta pravo stvar vzel. Jaz upam, da nisem tokrat narobe naredil. Čeprav možno je vse, ampak sem tudi rekel, jaz se, če pa ne bo, bomo pa prodali. Če ne bi bilo, ne. Ni tu zdaj tako kredit 18,42, ki imaš, ne vem, imaš 2 let kredit, ne vem, 300 jurjev ali pa jaz sem ga mu 500, ki je bila diskoteka, ja, madon, se sem mogel 100 jurjev na let zaslužiti za obresti. 100 jurjev na let za obresti. Bog se usmil, ne. Tako da, no, da vam še povem, banke, ki sem rekel, ne. Dajte, ajde, sej, kriv sem sam, ki sem ga vzel, ne. Kriv sem sam, ki sem ga vzel, sej. Mi ga niso rinili, pa pištolo dali, pa rekli, moraš vzeti. Čeprav ena banka me je pa fino nategnila. Fino. In nategnila me je una ženska, ki je delala. Fino me je nategnila. Ajde, ta prvi je bil za diskoteko. Ta drug je bil za polnilno linijo. Tudi sem ga komaj dobil. Šparkasa mi ga je na koncu dal. Šparkasa je edina banka, ki mi ga je hotela dati. Pa mi je šla mama, ki je bila še firma na mamo, za garanta. Pa tle druga nisem imel posluha. In tle ta Šparkasa, vse super. Ta tret, ki sem ga pa vzel kredit za delnice, pa ne bom povedal banke, se veste, kako banka te gre hitro tožiti. Ne bom povedal, ampak bom pa povedal čisto po pravici, kako je bilo. Jaz sem pri tej banki račun in kličem tisto svojo, če bi jaz lahko dobil kredita 50.000 evrov. Jo, lahko, ne bo problem, tu tret na kuk. Jaz sem rekel, lejte, saj 3 leta bi ga rad, ne. Prav, ja, v redu, bomo, meni vse da neko ponudbo, tret, obresti,
so bile kar okej, pa se ne spomnim koliko, so bile kar okej. So rekel, okej, bi jaz to vzel, prav koliko sem mudi, sem rekel čim prej. Takrat so tudi te delnice gor hodile, sem jaz rekel, prej, ki ga bom dobil, več bom tega kupil, čeprav na koncu sem vse zgubil, je bilo čisto vse glih. No, in ona mene, pol, ki je že bilo, lejte, sam še potrditi morajo, me kliče prav, veste kaj, zavrnili so vam dolgoročni kredit, ampak lahko pa dobite kratkoročnega na 1 let. Je rekla in čist nič ne spremeni zadevo. Jaz bom isti obrok boste imeli, samo ta zadnji obrok bo pa pol toliko večji, ampak midva bova pa drug let podaljšala kredit. Jaz vas v tistih delnicah, da bom čim prej kupil, si sem rekel, sej bom to tukaj zaslužil, sploh ne bo problema. Sem pa rekel, dobro, okej, ja, jaz podpišem in tudi red dobim tisti kredit, kupujem delnice, obveznice, ni da ni. No, čez eno leto je pa že to vse padalo, no, ampak se to nima veze in pride tisto konc in, veste, ona me pokliče 1 dan prej. Prav, joj, sem šele zdajle videla, čez 1 dan morate obrok plačati, bova podaljšala, ne, tako, ko je še za 1 let, pa bo. Ja, sem rekel, dejva, ne, tako da, ampak tudi me 1 dan prej kliče, mi ni bilo všeč. Pol jaz dobim pogodbo, obresti se povečale skoraj za 100%. Se kličem, čakajte, kakšne obresti so pa zdaj tu? Ja, prav, lejte, take so, to je zdaj tako na trgu, tako je. Seko, dobro, ampak vi ste meni takrat rekli, da bo vse isto. Ja, tu ne morem garantirati, on to tret. No, pol pa še odobritev sem mogel spet ponovno plačati, ker tudi ni bilo malo. Sem rekel, baba nategnila si me, pri sebi sem si rekel, baba nategnila si me, ko prvošolčka. In tudi sem pol gruntal, fora, ta zadnji dan pokliče, da ti nimaš tudi veliko manevrskega prostora, da ja vzemeš. In jaz se celo sumem, da mi za nalašč, ona je ves cajt vedela, da mi ne bojo dali ga na 3 leta, da bo pol to foro šla, sej pol, ki si pred dejstvom, pa tu vzem se je isto. Verjetno tudi ona večjo provizijo dobila, ona zdaj bo pol 3 kredite imela, ne enega. V glavnem, cat me je tako pelala, da se Bog smil. No, ampak jaz sem se tu zapomnil. No, pa tisti kredit vračam, sem rekel, ampak ne, zdaj pa, sem da je bilo 20.000 evrov, je bilo pol na koncu ta zadnji obrok zavrnjen, sem rekel, tule pa moram nekje napraskati, da jaz ta kredit vrnem pol, ta zadnji obrok v celoti. In jaz res ta denar napraskam in ona me spet ugante. 1 ali pa 2 dni pred iztekom kliče. Prav, lejte, videla sem čisto isto foro, ki bi saj malo drugače rekla. Joj, sem šele zdajle videla, čez jutri ali pa pojutrišnjem vam kredit poteče, vam kar podaljša, bova naredila novega, ne. Sem rekel, ne, bom plačal obrok. Ja, obrok boste plačali. Je rekla, pa se vam to splača. Jaz sem rekel, zakaj se mi pa ne bi splačalo? Jo, je rekla, če imate denar, boste denar kako drugače obrnili. Sem rekel, ne, bom kar obrok plačal. Pa je rekla, razmislite, po mojem je pa bolj kredit vzeti. Ona me silila, da kredit vzamem, čeprav ga nisem rabil. Pa seveda najbrž bi se še obresti povečale, še enkrat bi plačal odobritev kredita. V glavnem, lopovsko, tako lopovsko, da če bi jaz tako v firmi delal, ne bi čisto nobene stranke imel. Tako da te so me pa nategnili, vam povem, nategnili. No, zdaj pa moram po pravici povedati, imam pa delavsko hranilnico. Glejte, to, ki so mi obljubili, je bilo. In tudi ne, da prej sem vprašal, koliko je odobritev kredita. A ja, za onega ta prvega sem ga vzel čist na začetku, ta prvega. Pa tu sem šel pol kredit na kredit. Pa ta je bil največji. Sem ga vzel 20 milijonov dolarjev, kar je bilo okoli 250.000 mark.
In veste, da njihova začetna odobritev kredita je bila 2,5%. Tako da je rekla, a boste tu plačali ali vam nakažemo manj. Sem rekel, me nakažete. Jaz sem že ne 6.000 mark, ki je bilo takrat to ogromno denarja, leta 95, sem že manj dobil. Kljub 18,42% obrestem. Ne moreš verjeti. No in tle pa, so vprašal, kakšni so pa stroški odobritve. Veste, kako so bili stroški odobritve? Ne me zdaj za besedo držati. 0,1%. To je pri 100.000 evrov 100 evrov. To se mi zdi. A ja, pol, hipoteko smo mogli dati pa to. Ne, spet cenilc pa to. So rekli, imamo mi cenilca. Si kako košta? Nekih 340 evrov. Cenilc prišel se zrihtal. Jaz sem tudi mogel. Sem dal vse za ta prvi kredit, vse pod hipoteko. Cenilca sem plačal 1000 mark, imamo v spominu. To je ka zdaj 2000 evrov. Mogel sem narediti še en poslovni načrt, ker tistem načrtom si lahko samo rad obriše banka, ne, ker ta poslovni načrt narediš tako, da pije vodo, ne. Tle se je pač naredilo, da bo tuk ljudi vsak petek, vsak soboto, ampak ne, kaj pa če ne bi bilo ljudi? Tako da tisto si je sem zaradi obrisati, tisto si banka nima kaj pomagati. Tisto sem tudi Jurija plačal, moj računovod, ki ni da naredila. Ne, zdaj pa samo tam 350 evrov cenilc, pa še na Golteje mogo je, tako da se mi to sploh drago ne zdi. No, pol pa tamle, če ste pogledali, ker imam intervju z Martinom Korošcem o kriptovalutah, mi je sem mu rekel, kako sem fino kredit dobil, je rekel, po fiksni obrestni meri 1,8. Je rekel, sem to je bil droben tisk, kjer pa piše, da v izrednih razmerah lahko pa spremenijo. Jaz sem pol tega mojega bančnika klical, čez 2 dni sem rekel, tilej, a mi vi lahko spremenite? En mi je rekel, da ste v drobni tisk te izredne razmere. Je rekel, nič se bati, ti imaš fiksno obrestno mero, ni drobenega tiska. Tako da ne delam reklame za delavsko hranilnico. Čeprav je bila tule reklama, bi mi lahko kaj dal, mogoče, ne vem, en obrok zmanjšali. Hecam se. Je reklama, ampak ni plačana reklama. Povedal sem tako, kaj je bilo in ne, tudi vodenje računa, položnice, to je pucenejš kot druge banke. Bratovsko zgovorim, pa si ti budala, si na unih najdražjih bankah, ti bi 5 jurjev na let prišparal. Ampak ne gre, ostaja na tistih, ki je. No, drugače pa jaz pri svojih 52 bom mogel na biznis počasi nehati misliti. Pa bom mogel začeti gruntati, kako bom to svoje življenje, ne vem, koga še imam, ne, tudi predvsem kvalitetnega, da lahko še kam grem, ne. Jaz sem videl enega znanca, ki je ne 5 let starejši od mene, na Donald komaj hod. Revež, komaj hod. Komaj hod. Takole na potovanje ne more jeti, ko grem jaz. Ne, neke hribe osvajati, pa to nemogoče. Po mojem še poštenega, tule do gor težko pride, ne govorim čez njega. Smil se mi, hočem, to se lahko vsak mu naredi. Jaz moram zdaj gledati, da bom še kaj užival, čeprav jaz delam rad, jaz brez dela ne morem. Jaz bom zdajle knjigo začel pisati in to delam. Vejte, zdajle, nimam tle ure. Veste, koliko je ura zdajle, ko tule snemam? 1 zjutraj.
Ajde boste rekli, tudi je hobi. Ja, to snemanje mi je hobi. Ampak sem do 11 delal za računalnik, za firmo, tisto, kar je bilo nujno, pa sem v zaostanku za znort. Ampak se nič ne pritožujem, zdaj veliko potujem, pa tako naprej. Čeprav tudi še med potovanjem jaz delam. Ampak jaz sem še 5 let nazaj, dobrih 5 let, rečemo 7 let nazaj. Jaz sem delal po 350 ur na mesec, 12 mesecev v letu. Ker nisem ne na potovanja hodil, ne na dopust. Dva vikenda, če sem šel malo na morje k sestri, ki je v Piranu živela. Tu sem jaz od morja. Pred letom 2014. 2014 sem pa pol začel tisti vodič za Otok Krk pisati, tisti, ki me spremljate, to veste, sem pa bil malo več. Ne malo več, sem bil pa kar dosti več, ampak ti si bil tudi neke vrste del in niti ni bilo tako slabo. Tako da sem pa drugač delal in praznike in sobote in nedele in tu, ne vem, tu za nov let sem parka delal. Nisem v kaj drugega, sem pa delal. Tako da jaz bom mogel malo gledati, kako bom še izkoristil tole, pa da delam tisto, kar me veseli. Veseli me tole snemanje videov, ko hodim na potovanja, to me izmerno veseli. Tako da jaz vam bom ful hvaležen, če se naročite na moj YouTube kanal, ukoliko še niste, ker mislim, da imam dobre videe in mislim, da bi mogel imeti veliko več ogledov, da bi tu ljudje gledali, če bi vedeli, da obstaja. Ampak, glejte, preprosto, če niste naročeni na moj kanal, se vam moj video ne pokaže. Tako da, če se naročite, imate malo več možnosti, da ko boste šli na YouTube, da se kje vam kakšen moj video pokaže. Vem pa, da to tudi ne gre čez noč, in kakor pohval dobim za vse to, sem ful vesel. Sem ful vesel in vsi, ki me gledate, sem vam hvaležen do neba. Res, ker tole ful delam in mi je ful dobro. Čeprav, da ne kdo misli, da je tega kakšen denar. Tudi 3 evre na uro nisem plačan, sigurno ne. Ma kakšne 3 evre, to je izguba. Ampak računam pa, da bo kdaj kaj od tega. Računam, da bo, pa če ne bo, pa tudi ne bom nič razočaran. Jaz to rad delam. Rad delam sem, če že delam, pa rad vidim, da me gledate. Zato mi to toliko pomeni. Tako da res vam hvala. Se bom pa ful potrudil, da bo kaj zanimivega. Tamle februarja računam iti na Tajsko, pa še kaj drugam bom šel še kaj pogledat, s Tjašo bova še po kakšnih zanimivih krajih po Sloveniji hodila. Imam idej, čeprav tle čez zimo je malo manj, ampak imam idej dosti in lejte, mrskaj boste videli še na mojem YouTube kanalu. No pa knjigo hočem napisati. Jaz sem sicer, lejte, tole knjigo že napisal, tole je strokovna knjiga, kako priti v Google visok, ampak zdaj pa pišem svojo knjigo in lejte, začetek si lahko preberete na mojem blogu, v opisu videa imate link, pa si poglejte, pa bom ful vesel, če boste komentar napisali, kakšna se vam bo ta knjiga zdela. To bo neka moja biografija, naslov pa bo Vse se da, če se hoče. Jaz v to verjamem in imate na začetku tudi, ko boste ta začetek prebrali, imate 2 zgodbe. Namen teh 2 zgodb je, da vas jaz prepričam, da je res vse možno, če je želja pa volja dovolj velika. In jaz sem dal 2 svoje primera, kako sem dosegel ene stvari, ki so se zdele nemogoče. In ena je na poslovnem področju, ena je pa na zasebnem. In še na zasebnem je posebej zanimiva, ker se boste malo nasmejali, kdo bo tudi rekel, da nakladam, da ni res, ampak vam garantiram, da je čisto vse res. In veste, tole knjigo je bilo kar težko pisati, ker
tudi vse stvari, ki sem jih vedel, sem jih mogel za vsak slučaj še preveriti, da ne bi kakšne neumnosti napisal. To knjigo je pa zdaj sem zgodbe iz glave, sem pišeš. Naraj bi videl, ker me en za en teden nekam zaprl, pa ne ven spustil in bi jaz to v enem tednu napisal knjigo. Veste, kakšen je pa fini občutek, da držiš svoje knjigice v roki. Ampak ta ima 300 strani, računam, da jih mora imeti 400. Pa debelo vezavo bom naredil, ti trde platnice, pa to tako, da bo to super knjigica. V glavnem, link je v opisu videa, poglejte, kliknite, preberite si, pa mi pol kar v ta video napišite mnenje, kako se vam zdi, kakšna da bo ta knjiga. To je za danes to, lepo se imejte, pa se v kratkem spet kaj vidimo. Adijo.